Težko bi rekel, da se to ekipe kar za primerjati, ker mislim, da vsaka ekipa je čisto samostojna, individualna in vsaka ima različno priložnost, na končni fazi je v njenih rokah, da to priložnost zgrabi in jo izkoristi in naredi neko naslednjo spremembo sveta oziroma okolice s svojim produktom, svojo storitvijo. Tako da neke primerjavo bi težko rekel. Mogoče so letos malo bolj zrele v smislu, da ni nekih študentskih ali pa nekih zelo mladostniških ekip, ampak so to ljudje, ki so za sabo, ki imajo že neke izkušnje, ki so že nekaj naredili v življenju in to je vsekakor lažje, boljše in hitreje mogoče bodo naredili tiste prve korake in ti koraki bodo bolj uspešni. Bomo pa videli čez čas, kaj je bilo boljše. Tako lansko leto, tudi letos mislim, da to pripovedovanje zgodb, ki vseeno investitorje zanima oziroma ki vse nas zanima, kaj je odzadaj, kakšna zgodba je, to manjka vsem. Zdaj nekateri so bolj, nekateri so manj podkovani tudi o tem, kaj se dogaja, na kakšnem trgu so, ampak to je spet čisto individualno od ekipe do ekipe. Jaz verjamem, da vsaka ta ekipa, ki je danes tukaj, si bo čez čas bo razumela tudi to, kar smo jim mentorji hoteli pomagati in bo to komponirala in znala tudi povedati, kaj dela, kako dela, kakšna je vizija in tudi kakšen je nek purpose vsega tega, kar počnejo. To je pa v končni fazi tudi nek pitch, ki ga moramo oziroma morajo narediti.